Hvala, Tjaša, za besedo. Spoštovane udeleženke in udeleženci Kongresa Nove Slovenije, dobri ljudje, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Nova Slovenija v svojem programu zdravstvu namenja zelo visoko prioriteto. Z tega naslova seveda je logično, da smo tudi na tem velikem dogodku, kot je Kongres stranke, uvrstili področje zdravstva v eden od 3 panelov in ga naslovili Korona kriza kot izziv za prenovo zdravstvenega sistema. Kot že napovedano, z nami so docentka dr. Tina Bregant, specialistka pediatrije ter fizikalne in rehabilitacijske medicine, seveda tudi opravlja delo državne sekretarke, danes pa je z nami tu v svojem osebnem imenu. Potem gospod Tomaž Gornik, direktor izredno uspešnega podjetja Better, ki po svetu razvija digitalne rešitve na področju zdravstva, ter Federico Potočnik, doktor medicine, mlad zdravnik, ki se v prvi vrsti soočal in se sooča s COVID situacijo v Splošni bolnišnici Celje. In morda za začetek bi začel z eno pozitivno informacijo ali pa novico, ki je v tej poplavi statistike, vsakodnevne statistike, koliko je na novo okuženih, koliko potrebuje intenzivno zdravljenje. Med vsemi temi novicami je bila tudi pozitivna novica in to je, da bo prvo cepivo proti COVID-19 predvidoma dostopno v Sloveniji v začetku leta 2021. Torej, docentka dr. Tina Bregant, kako vi menite, da je smiselno pristopiti k cepljenju? Kdo bo cepljen? Kolikšnem obsegu bo precepljenost? Kako vidite življenje, če uspemo doseči 50-60% precepljenost? Kakšni ukrepi bodo še ostali in tako naprej? Ja, hvala. Ta virus nas je zares postavil pred velike izzive in očitno ga ne bomo mogli drugače zaustaviti kot z cepljenjem. Podobno, kot smo pravzaprav zaustavili širjenje ošpic, rdečk, tudi otroške paralize. Tako da imamo srečo, da živimo v stoletju, kjer ne samo, da poznamo cepiva in cepljenje, ampak da smo se začeli posluževati tudi najsodobnejših metod. In to so te moderne platforme, ta najnovejša cepiva, ki omogočajo in hiter razvoj. To so ta RNA in DNA cepiva, kot jih razvija recimo Moderna ali pa BioNTech. Zdaj, pri teh RNA cepivih je sicer res, da so se izredno hitro razvila, vendar pa moramo vedeti, da so to povsem nova cepiva in na dolgi rok pravzaprav niso preizkušena. Seveda bodo pa zelo učinkovito zaustavila širjenje virusa v populaciji, ki je za ta virus najbolj dovzetna in tudi z njim najtežje živi. To so predvsem naši starejši. Mislim, da je prav, da imajo oni prednost, da jih zaščitimo pred to grožnjo, ki jo virus zanje predstavlja. Zdaj, jaz sicer ne vem, če bomo ravno v začetku leta že lahko vse precepili. Malo sem razmišljala, da verjetno bo EMA kot taka odobrila cepiva verjetno konec leta, vsaj nekatera od njih, kar zna biti tudi ena taka marketinška poteza tukaj vseeno, ne smemo mimo tega, verjetno za Božič, to sem že razmišljala, da zna kakšen BioNTech za Božič dati to obvestilo ven. Vendar pa seveda od tam, ko EMA odobri ta cepiva, je potrebno ta cepiva še razdeliti in precepiti populacijo. Mislim, da se bomo držali zelo podobne strategije kot pri cepljenju proti gripi. V Sloveniji imamo dobro infrastrukturo na primarni ravni, tam tudi naši zdravniki, tudi v domovih za starostnike, zmorejo to opraviti. Je pa res velika razlika, katero cepivo bomo takrat imeli na voljo. Nekatera od teh RNA cepiv so v 2 dozah, potrebujejo nizke temperature za shranjevanje, -70 stopinj. Nekatera, recimo ta CureVac iz Nemčije, ta pa je obstojen tudi na višjih temperaturah, okoli 2 stopinji Celzija, tako da nekatera od teh cepiv bodo gotovo na voljo, cepili bomo prednostno tiste, ki to najbolj potrebujejo, to se pravi, to so starejši, potem pa seveda tisti, ki z njimi delajo, na to pa seveda bomo širili tudi precepljenost v druge skupine. Moramo vedeti, da virus kot tak zares ogroža naše najstarejše
In edino z cepljenjem jih lahko ustrezno zaščitimo. Tako da oni bodo naša prednostna skupina. Ali bomo uspeli doseči 60% precepljenost populacije v tako kratkem času, to se pravi recimo od februarja do maja. 60% populacije je velik delež. Verjetno tega v tako kratkem času ne bomo uspeli doseči, se bomo pa potrudili, da bomo zaščitili tiste, ki so najbolj ranljivi. Tako da jaz mislim, da ta strategija, ki jo imamo, se bo obnesla. To zmoremo, v to sem prepričana, morate vseeno vedeti, da v Sloveniji naš primarni nivo, naša primarna raven dobro funkcionira. Imamo zelo požrtvovalne zdravnike in medicinske sestre, ki tam delajo široko razprostranjeno mrežo. To nas razlikuje od nekaterih drugih držav. Tudi precepljenost glede drugih cepiv je pri nas kar visoka, tako da ne dvomim, da bomo uspeli zaščititi najranljivejše. Ti so na koncu tudi ključni. Veste, da pri starostnikih je tudi recimo cepivo proti pnevmokoku, proti gripi. Zelo je pomembno, da so letos zaščiteni tudi proti tem respiratornim okužbam. Gospod Tomaž Gornik, torej vi ste izkušen menedžer, vrsto let ste na tem področju, kar se tiče informatizacije zdravstvenega sistema, ogromne izkušnje, ogromno sodobnih rešitev ste že pripeljali v zdravstveni sistem. Mogoče ena taka čisto zelo osnovna zadeva, trenutno pri COVID-19 konstantno imamo te informacije, število obolelih, da pritiska na zdravstveni sistem, da imamo število bolniških postelj, ki jih imamo na voljo in seveda imamo kadrovsko razpoložljivost tako, kot imamo. Tukaj mogoče se pojavlja takoj neko vprašanje, kako lahko recimo v teh razmerah sodobne IT rešitve na področju zdravstva, informatike pravzaprav k temu pripomorejo. Kje so zdaj takoj, bom rekel, neki učinki, da lahko z tem, kar je trenutno na voljo in je možno pravzaprav dobiti, če temu rečemo na trgu, da se te pač rešitve, ki jih imate, lahko implementirajo in takoj prinesejo tudi neke rezultate, konkretno na tem področju, da lahko v vsakem trenutku res se pridobi podatke o kadrovskih razpoložljivosti, o številu postelj in vseh ostalih stvari. Kako vi to ocenjujete? Kaj bi lahko, recimo, vi kot, bom rekel, promotor sodobnih IT rešitev na tem področju zdravstva, kako vi to ocenjujete? Ja, za začetek bi rekel, da je, kar se tiče digitalizacije, seveda COVID precej pripomogel k temu, da se je ta izredno pospešila v zdravstvu. Treba je vedeti, da je zdravstvo mogoče en sistem, ki se najpočasneje spreminja od vseh panog. Če samo ponazorim z enim dejstvom, da je recimo faks kot stroj danes uporaben samo še v zdravstvu, vse ostale industrije so ga v bistvu ukinile. Ali pa celo to, da so že pred 140 leti je ugledna revija Lancet pisala o tem, da bi lahko telefon uporabili za zmanjšanje obiskov, osebnih obiskov, v bistvu neke vrste telemedicino, pa vidimo, da smo šele zdaj, ko je COVID nas prisilil v to, začeli to uporabljati v veliko večji meri. Tako da to je treba vzeti za kup, tako da je sam COVID v bistvu stališča digitalizacije izredno pospešil. Ima pa v bistvu, bi rekel, tehnologija dve vlogi tukaj. Eno je seveda to, kar ste povedali, da lahko s tehnologijo zmanjšujemo stik, ki je v bistvu vir okužbe. Tako kot danes delamo to nadaljavo, se da tudi kar nekatere storitve zdravstvene narediti na ta način. Potem sodelovanje med ekipami, se pravi tako imenovani konziliji, se lahko delajo praktično v enaki kvaliteti tudi online. Se pravi, ta del je v bistvu povsod po svetu se zgodil praktično čez noč. Tako kot pri podjetjih je tudi zdravstvo v bistvu uvedlo sodobne načine komunikacije in s tem zmanjšalo fizični stik. Druga stvar pa je seveda, da odločitve, ki jih sprejemamo, oziroma ki jih sprejema recimo država ali pa zdravstveni sistem, bi naj temeljile na podatkih. In v bistvu to, da je danes to popolnoma jasno in očitno, je tudi zasluga COVID-a. Vse države se v bistvu ukvarjajo zdaj s tem, da bi čim hitreje pridobili, se pravi praktično v realnem času, čim boljše podatke za to, da se lahko hitro odločajo in seveda pravilno odločajo. In tukaj ne gre samo za postelje, gre tudi za v bistvu jasno, kako se epidemija širi.
In pa tudi države so zdaj začele zbirati, mi sodelujemo pri nacionalnem projektu v Nemčiji, kjer 35 univerzitetnih bolnišnic začenja zbirati podatke, kako se COVID zdravi. Ker seveda tudi ti podatki so ključni za to, da bomo videli učinkovitost posameznih zdravil, kaj so najboljše prakse. Kot vidite, v drugem valu je že popolnoma jasno, da so se zdravstvo še bolj pravilno odzvalo, kar se zdravljenja tiče, ker so že bile izkušnje iz prvega vala. Ampak te izkušnje seveda so neprecenljive. Problem pa je, če so porazdeljene in jih ni možno skozi podatke združiti v enoten sistem. In to je nekaj, kar seveda digitalizacija omogoča. In kot pravim, z naše strani je največja pozitivna stvar tega to, da je zdaj popolnoma jasno, da je treba te podatke v kvalitetni obliki zbirati, saj se le tako lahko odločamo o ukrepih, ki so potem tudi učinkoviti. Je mogoče tukaj, ko imate to, rekel, pogled tudi, kako je v drugih državah, a je tukaj mogoče že, recimo sedaj kakšno državo, poleg Nemčije, ki ste omenili, dejansko, da so, rekel, z nami primerljive države, no? Da so tukaj takoj ta COVID izkoristili za to informatizacijo oziroma digitalizacijo, da so v bistvu... Ja, gledajte, praktično vse države, seveda. Nekaj se je zgodilo avtomatsko, se pravi, uporaba teh sodobnih orodij se je zgodila praktično čez noč, ampak vse države so zdaj povečale investicije v zdravstvo. Nemčija je recimo letos sprejela zakon, kjer bodo 4 milijarde evrov v naslednjih 3 letih vložili v digitalizacijo zdravstva. Tukaj zdaj ne govorimo o zdravstvu, samo v digitalizacijo. Jasno, velike države imajo tukaj precej večje težave. Slovenija ima izredno enoten zdravstveni sistem, če si predstavljate, Nemčija ima okrog 200 zavarovalnic, nima enotnega šifranta oziroma številke pacienta, kar pomeni, da je izredno težko zbirati podatke na nacionalnem nivoju. In kar nekaj držav ima ta problem. Seveda Slovenija je tukaj že, če ne nazadnje, zaradi kartice izpred 20 let v precejšnji prednosti in pa ta homogenost nam daje v bistvu vse možnosti, da smo tukaj pred ostalimi. Majhnost seveda tukaj tudi pomaga. Tako da vsekakor bi rekel, da kar se tega tiče, smo precej primerljivi. Tudi odziv samega zdravstvenega sistema, kot vidimo, je izredno kvaliteten. Tukaj praktično vidimo, da sistem funkcionira, ker v ogromno državah seveda ni tako. Če samo gledate ZDA ali pa tudi Anglijo, kjer precej delamo, so te probleme, ki so jih imeli že prej, se pravi to razdrobljenost, porazdeljenost podatkov, različni sistemi, v velikem sistemu, seveda, kot sem rekel, se to še precej bolj vidi, ampak v COVID-u se je pa to odrazilo v najhujši obliki. Hvala zaenkrat. Federico Potočnik, zdravnik na prvi bojni liniji. Se pravi, morda za začetek bi vi z nami podelili vaše izkušnje z boleznijo COVID. Kako pravzaprav ste se vi soočili s tem kot zaposlen v Splošni bolnišnici Celje? Pravzaprav moram reči, da je to ena res najtežjih izkušenj za zdravnika, za nekoga, ki se s tem sooča, iz več razlogov. Eden je ta, da je to nova bolezen, ki jo ne poznamo, ki jo šele spoznavamo in ki v marsičem prinaša nove stvari, ki jih še danes odkrivamo. Torej, teža bolezni je nekaj, kar ni za zanemarjati. Kar se je mogoče na začetku mislilo, da gre za eno tako gripco, v resnici ni. Nedolgo nazaj vem, da smo peljali eno mlado osebo, okrog 30 let staro na intenzivo in komaj, če bi počakali še malo časa, bi mogli mogoče oživljati. Torej, govorimo o stvarih, ki se dogajajo mladim ljudem. Nedolgo nazaj na urgenci sem sam imel enega pacienta, ki je imel pri mojih letih približno pljučne bolijo. To so strdki v pljučih po COVID-u. Govorimo o težkih stvarih, ki se dogajajo tudi mladim. To se pravi, kakršnokoli podcenjevanje COVID-a, upam, da smo prišli do trenutka, ko nihče več tega ne podcenjuje. Zdaj, drug vidik je vidik lastnega življenja ob COVID-u, ob delu ob COVID-u. Tukaj govorimo o veliko večji prisotnosti celotnih ekip v bolnišnicah, ker nas je že od nekdaj premalo, zdaj pa to prišlo še bolj do izraza. Govorimo o 50 do 100 nadur na mesec, ki jih v povprečju delamo.
govorimo o vikendih, ki jih več kot polovica vikendov seveda moramo preživeti v službi. In potem o ekipi sami, ker po nekem času seveda pride do utrujenosti, izgorelosti. Pri ljudeh mojih let vidim pojave izgorelosti, kar me tudi na nek način je zaskrbljujoče. Kar pa je pozitivno v tej zgodbi je, kar sem videl, in sicer to skupnost v naši bolnišnici ali pa v vseh zdravstvenih ustanovah. Prišli smo skupaj ob eni zelo težki preizkušnji. Virusi so infektološka zadeva, ampak nas infektologov daleč premalo, da bi se sami s tem soočali. Prišli so nam na pomoč najprej internisti, kirurgi, patologi, ginekologi, pediatri, dermatologi, sestrami, tehniki, strežnicami, pravzaprav cela skupnost diha skupaj, dela in kljub temu, da seveda pride do težkih trenutkov za vse, ta enotnost, ta skupnost je nekaj, kar je zelo za pohvaliti. Če bi se malo premaknili naprej, zdaj, kar se tiče programa Nove Slovenije, ta zelo močno poudarja nadgradnjo zdravstvenega sistema in v to seveda želi pripeljati tudi ta digitalizacijo sistema kot takega. Zdaj, tako Tina kot Federico prihajata iz prakse, imata izkušnje iz vsakodnevnega dela. Kaj bi pravzaprav morda vidva potrebovala, in recimo, če imamo tukaj gospoda Gornika, ki je seveda strokovnjak na tem področju, kaj je tisto, kar bi rekel na nek način si želela kot orodje, da imata pri svojem delu? Ja, zame je odgovor pravzaprav zelo preprost. Mi imamo že dobro delujočo e-hrbtenico, v kateri je sicer nekaj zategnjenih ročnih zavor, za katere pa vemo pravzaprav, da se jih da sprostiti z nekaterimi ukrepi, to naši IT strokovnjaki zelo dobro vejo. Imamo sklopljenost z CRPP-jem, z centralnim registrom prebivalstva, obstaja enotni šifrant, ki bi ga lahko implementirali z enotnim šifrantom, to se pravi ne tako kot zdaj, ko v bistvu vsak izvajalec uporablja neke svoje lastne šifrante, vključno z plačnikom, to se pravi zavarovalnico poenotiti, namreč mi smo majhni, mi to lahko storimo. Ko uvedemo enotni šifrant, potem imamo sistem transparenten, točno se ve pravzaprav, koliko kakšna procedura stane, kaj se porabi za te stvari, tudi kar se tiče raznih dobaviteljev, bi stvari postale precej bolj transparentne. In na ta način v sistemu, v katerega mi kot državljani ne namenjamo toliko denarja, kot recimo tudi Avstrijci, govorim in v teh relativnih številkah, to se pravi v deležu BDP-ja, kot tudi v absolutnih številkah, bi lahko prišli do tako prihrankov neposrednih, kot seveda do reorganizacije zdravstva. Reorganizacija in debirokratizacija, to se pravi digitalizacija kot orodje zdravniku, pa bi seveda omogočala, da bi zdravnik dejansko svoj čas posvetil delu z bolnikom. To je pa tisto, zaradi česar smo študirali. Zdravniki nismo študirali zato, da bi vnašali podatke v Excel in jih pretipkovali in v bistvu isti podatek vnesli na 4 različne načine v sistem, pač pa da posvetimo ta čas svojemu pacientu. Hkrati pa za digitalizacijo lahko ocenimo tudi svoje lastno delo v ambulanti. Sama recimo, če zdaj hočem oceniti, ali delam dobro ali ne, moram številke naknadno vnašati v Excel in jih potem sama analizirati. Če bi imela enoten sistem, se lahko primerjam tudi na ravni celotne države in na ta način tudi kakovost za pacienta pride v ospredje in pacient dobi boljšo kakovostno oskrbo. Hvala, Federico, ste želeli nekaj dodati? Ja, seveda. Jaz bi skoraj vse ponovil, kar je Tina rekla, ker je vse res. Prva stvar, ki nam povzroča resne je enoten informacij kot dostop do istih podatkov. Če jaz dobim pacienta v Celju, ki je prišel z nevrološke klinike v Ljubljani, jaz nimam nobenih njegovih podatkov. Nimam nobenega laboratorija, nobenega rentgena, nič ne vem, kaj se je s tem človekom zgodilo, razen če prinese papirje pred seboj, ker v tem CRPP velikokrat ni nobene informacije. Kar bi jaz potreboval kot klinik je, da dobim na enem mestu vse podatke o pacientu, ki jih potrebujem. Zdaj,
ali je ta program, ali drug program, ali tretji program, je pravzaprav vseeno, ker konkurenca je dobra. Če se pojavi nek boljši program, gremo na tisti boljši program. Mora pa biti dostop do istih podatkov. Zdaj, kot zanimivost, v kliničnem centru v Ljubljani rabiš 20 gesel, da priješ do vseh informacijskih sistemov. V Celju jih imamo nekaj manj, ampak jih je tudi več. Te stvari sigurno olajšajo nam delo in s tem časom, ki ga pridobimo, lahko delamo nekaj pametnejšega. V Ljubljani vem, da specializanti prepisujejo, ponekod pretipkavajo oziroma tipkajo odpustnice in pretipkavajo izvide, ki so napisani na roko. To je tako zastarelo, da je težko mi je, ko to govorim. Ko vi gledam, kako delajo kolegi v drugih državah, toliko bi mi lahko naredili, ker smo majhni in je taka agilna država bi lahko bila. Tukaj pa absolutno vidim vlogo Nove Slovenije, zato ker potrebujemo na korenito zdravstveno reformo in jaz jo vidim definitivno v stvari, ki jih predlaga Nova Slovenija, seveda. Odlično. Gospod Gornik, jaz bom tukaj rekel, jaz vas kar nekaj let že spremljam, čeprav se nismo nikoli, tako bo rekel, precej v živo pogovarjala, ampak večkrat sem vas poslušal in gledal in poslušal predvsem to vašo vizijo. In jaz vem, da ste s to vizijo v mnogih državah tudi uspeli z ekipami, ki jih imate, in naredili zelo pomembne premike drugje. Moje vprašanje je pravzaprav tukaj, če govorimo za domače okolje, a vi imate sogovornike, imate, bom rekel, tiste tudi na strani, recimo, dajmo reči, medicinskega kadra, zdravnikov, s katerimi lahko naredite te globalne premike, kot je bilo prej rečeno, da ne bomo imeli Excelove tabele in tipkanje na roke in tako naprej. Skratka, tukaj res, bom rekel, vse tole, kar je bilo povedano, nekako sem pripeljal k vam, da pravzaprav res poveste tisto vizijo, ki jo vi vidite na tem področju v Republiki Sloveniji. Ja, hvala lepa za vprašanje. V bistvu to je pa res moje področje, tako da z veseljem povem v bistvu izkušnje, ki jih imam in tudi kaj se tukaj da narediti. Jaz mislim, da to, kar je gospa sekretarka na zadnje povedala, je bistveno. Ogromno ljudi v Sloveniji misli, da lahko z enim sistemom v bistvu pokrijemo celo državo, ker smo pač majhni. Treba je povedati dve stvari. Prvič, ni države na svetu, ki ima en sistem in seveda so razlogi za to, temu se reče monopol. In drugič, ni bistven, katero aplikacijo imaš. Bistveno je, da so podatki enotni. Namreč, če ti poenotiš podatke, potem lahko imaš konkurenco na aplikacijah, tako kot na telefonu. Vi imate na telefonu 10, 20, 30 različnih aplikacij, seveda delajo pa vse skupaj. Zdaj, to je to, kar je bistveno. Pri nas se veliko krat govori, najlažje zberemo en sistem, ga uvedemo, prvič bomo takrat dobesedno zaklenjeni na tega proizvajalca, ali to dobro ali slabo, si lahko vsak sam razlaga. In drugič, seveda v Sloveniji to znanje obstaja. Tega znanja je precej. Težavo, ki jo imamo v Sloveniji, je seveda podhranjenost finančna. Recimo, vi morate vedeti, da na kliničnem centru določeni oddelki delajo z opremo, ki je 10 let stara. Na 10 let starem računalniku bo vsak sam vedel, da ne dela več praktično sodobna programska oprema. In seveda to so velike količine. OKC ima 8000 zaposlenih. Se pravi, ideja, da bodo bolnišnice same zagotovile denar za to informatizacijo, je zgrešena. Enostavno iz svoje akumulacije tega denarja nimajo in ta problem se vleče že odkar jaz spomnim. Zdaj, druga stvar, ki jo treba vedeti, je, da ta ekosistem je seveda prihodnost, zato ker nobena firma nima monopola nad inovacijami. Vedno se bo pojavil nekdo, ki bo imel v bistvu novo idejo, in to, da se lahko priklopi na obstoječe podatke in v bistvu nudi to funkcionalnost kupcu, v tem primeru zdravstvenemu sistemu, je ključna. Zdaj pa, ali imamo sogovornike? Med zdravniki vsekakor, to sploh ni vprašanje. Vprašanje je, koliko imajo časa, ali jim omogočijo, da tudi se s tem ukvarjajo. Tukaj je velikokrat problem, ker so preobremenjeni, ampak to ni nič drugače kot povsod drugje. Kar pa je res, je pa, da se ne zavedamo v veliki meri pomena informatizacije. Vam bom dal en primer. Recimo, ravno včeraj smo objavili, da smo prodali sistem v bolnišnico v Oxfordu. Oxford bo enak znesek, kot je dal nam kot izvajalcu, interno porabo za svoje ljudi, ki bodo delali na projektu uvedbe te rešitve. Ker namreč
rešitev pripeljati v bolnišnico brez, da planiramo ljudi za uvedbo, je nesmiselno. Namreč ta uvedba je izredno zahtevna. Zakaj smo mi uspeli na pediatrični kliniki? Ker smo imeli ljudi, ki so 7 let, vsak teden, ampak dobesedno vsak teden, sedeli na sestankih in usklajevali aktivnosti, kako se bo uvajala nova rešitev in razvijala naprej. In to je dost, bi rekel, unikatno. Tega nikjer drugje v Sloveniji nismo uspeli ustvariti. V tujini pa se te implementacije same v bistvu dosti bolj resno vzamejo in tudi v bistvu predvidijo za to sredstva. Zdaj, če vam bom sam okvirno povedal, v Sloveniji približno 1%, pa pol v najboljši meri gre za informatiko od zdravstvenega budžeta. V tujini govorimo o 3 do 4%, ampak to je seveda procentualno, nominalno je pa to bistveno več. Prej je bila omenjena Avstrija, Avstrija da približno 2-krat več se pravi v znesku na prebivalca v zdravstvu kot Slovenija. Se pravi, to so ključne razlike in ta preboj narediti v smeri digitalizacije je v bistvu brez denarja nemogoče. Zdaj so sredstva na voljo, ogromno Evropa računa dati državam za digitalizacijo, tudi predlogi projektov so, upamo, da se bodo v bistvu uresničili. Zdaj pa sam še eno stvar povedal, ko govorimo o digitalni transformaciji, ker gre v bistvu za transformacijo. Če mi samo digitaliziramo obstoječe postopke in papirje, v bistvu smo naredili šele prvo fazo. In to fazo je v veliki meri v bistvu so po svetu naredili, nekje malo manj, nekje malo bolj, ampak to je samo prepis istega, kar je na papirju v računalnik. Druga faza je v bistvu povezovanje teh sistemov. In tukaj Slovenija ima odlično infrastrukturo, kot je pa prej gospod Federico povedal, pa v bistvu ni popolnoma izkoriščena. Se pravi, v tem primeru ste rekli nevrološka klinika, ki bi morala odpustna pisma dati v ta sistem, da bi jih vi videli, jih očitno ni. Tretja stvar je pa potem, ko smo zbrali te podatke, da ugotovimo, da iščemo tukaj znanje, neke odgovore na vprašanje in pa zakonitosti v samih podatkih. Tukaj smo šibki. V Sloveniji, če sem popolnoma odkrit, je podatkov veliko, ampak je zelo malo ljudi, ki so pripravljeni s temi podatki odgovoriti na kakšno vprašanje. Recimo nas praktično nihče ne vpraša po podatkih, ki so v okviru e-zdravja, čeprav so zbrani za celo Slovenijo in bi analitika teh podatkov lahko pokazala pot pacienta skozi zdravstveni sistem, ampak se mi zdi, da to zelo malo ljudi zanima, no? Tako bom rekel. No in zdaj, ko smo te zakonitosti ugotovili v podatkih, jih je pa treba vgraditi nazaj v zdravstveni proces. Se pravi, tisto, kar deluje, je treba potem v bistvu razširiti kot neka dobra praksa v cel zdravstveni sistem. In to so 4 faze, da se razumemo, nobena država ni naredila vseh 4, ampak lahko pa vidimo druge branže, ki so pa to naredile. Praktično večinoma drugih branž, ki so se hitreje digitalizirale, so v bistvu rezultate na osnovi podatkov že uvedle nazaj v proces. In to je zaključek te transformacije. Tako da očitno imamo še kar precej dela. Hvala lepa za ta razmišljanje. Mogoče, če gremo zdaj malo, bom rekel, naprej, oziroma kar že tudi v ta, rekel, zadnji del ali pa sklop. Zdaj pa morda pogledamo naprej. In mogoče, gospod Federico, vi kot predstavnik mladih zdravnikov, kako pravzaprav vi vidite, bom rekel, ta zdravstveni sistem v prihodnje? Zdaj, bom rekel, veste, da Nova Slovenija stavi tudi na to regulirano konkurenčnost, na uvedbo različnih kazalnikov kakovosti in ostale stvari. Ampak recimo, kako vaša generacija, če temu rečem, zdravnikov, gleda na to, kako naj se v naslednjih letih ta zdravstveni sistem v Sloveniji uredi? Jaz mislim, da je najprej treba narediti en zelo velik korak in to je temeljita, korenita zdravstvena reforma. Na zdravstveni reformi bomo pa lahko naprej gradili. Ampak mi imamo sistem, ki je bil zasnovan v prejšnjem stoletju v neki drugi državi. In ogromen del te miselnosti smo jo prenesli v sistem, v katerem smo danes. In ta sistem nam nekako ne ustreza več.
Gospod Gornik je rekel, da mu je sistem kupila bolnišnica v Oxfordu. Super. V Sloveniji pričakujemo, da bo stvari naredila država, ne pa bolnišnice. Jaz mislim, da moramo najprej narediti premik od tega, da bomo pričakovali stvari od države, da bojo bliže ljudem. Temu rečemo subsidiarnost, kar je nekaj, kar krščanski demokrati seveda globoko verjamemo. Če se mi dva pogovarjava, imava nek spor, ne bova šla na ustavno sodišče, ampak bova stvar rešila na najbližjem nivoju nama. In skozi to mi rastemo, skozi to se razvijamo in skozi to odločanje, razvoj, se stvari premikajo naprej, ker seveda vsega ne morejo narediti na Ministrstvu za zdravje. Tako da jaz mislim, da ena od glavnih stvari, ki jo moramo narediti v našem sistemu, je decentralizacija. To se pravi, upeljati to subsidiarnost v sistem. Ne more biti, da odločbe za karanteno delajo samo ali na ministrstvu ali na NIJZ v Ljubljani. Kam smo prišli, da za vsako figo bojo odločali v Ljubljani? To je fizično nemogoče. Potem tudi ne more cela država samo čakati na jasna navodila iz Ljubljane, zaradi tega, ker potem mi ne odločamo. Če ne odločamo, se ne razvijamo, ni inovacije in potem ostajamo zadaj. Kar mislim, da moramo doseči kot družba je to, da se bojo lahko vsi centri sami razvijali, ne da bi to prišlo kot spodbuda od centra. Tako da jaz mislim, da je to prvi korak, ki ga moramo narediti. Dobra zdravstvena reforma, ki bo dala več moči raznim ustanovam. Banalni primer, ampak naše plače zdravniške jih ne določam jaz svojim delodajalcem, ampak se določajo na pogajanjih med sindikati in vlado v Ljubljani. Že sam ZZZS kot plačnik storitev, če se vam zgodi, da se razbijete z avtom in avto je naslednji dan pač pri mehaniku. Če vam mehanik reče, pridite čez 6 mesecev, vi boste šli k naslednjemu mehanikarju. Ampak če vam nekdo reče, imate čez 2 leti, boste pa počakali. Tukaj imam jaz velik problem, zaradi tega, ker nismo mi kot družba pristopili k temu, da bi približali zdravstvo nam ljudem. Skratka, jaz mislim, da je to prvi korak, ki ga moramo narediti, potem pride vse ostalo. Ali lahko mogoče tole dopolnim, ker se mi zdi izjemno pomembna lekcija COVID-19 je ravno to, osebna odgovornost in vsak od nas, ki prispeva svoj kamenček v obvladovanje epidemije. Gornik, se bi kar želel, da vi tukaj nadaljujete in sicer morda, da bi se malo dotaknili tudi umetne inteligence v zdravstvu? Ja, seveda, umetna inteligenca je v bistvu pojem, ki je danes praktično prihaja v vse pore življenja in tako tudi v zdravstveno informatiko. Moj pogled je v bistvu, da je uporaba umetne inteligence relativno preprosta na interakcijah, kjer pacient ni fizično prisoten. To se pravi, recimo analiza slik, preiskav, pa vse to je v veliki meri avtomatsko prepoznavanje določenih znamen ali pa recimo senc v sliki lahko računalnik naredi bolje kot uporabnik oziroma strokovnjak. Medtem ko tam, kjer pa si ti v stiku s pacientom, je pa informacija, ki jo ima računalnik, zato da se odloča bistveno manjša kot tista, ki jo ima zdravnik. In tukaj se mi zdi, da je precej še dela. To je podobno kot samostojna vožnja. Ja, v najboljšem primeru se to izide, se pravi avtonomna vožnja. Ampak vedno mora biti v bistvu še nekdo, ki prevzame krmilo, če grejo stvari narobe. In zdravstvo nič drugače, se pa treba zavedati, da tukaj si ne moramo mi privoščiti hitri, v angleščini pravijo temu fail fast, se pravi inovacije, ki v bistvu hitro propadejo. Tukaj, če inovacija propade, lahko nekdo umre. Zato je to področje bistveno težje za vse te nove metode. To je prva stvar, ki bi rekel. Druga stvar pa je, da v bistvu se temu ne bomo mogli izogniti. Eno predavanje, ki smo imeli pred časom, je govorilo, da zdravnik ne bo več najpametnejši v sobi, ko bo obravnaval pacienta. Ampak jaz mislim, da do tega je še precej daleč. In seveda tega se ni za bati, zato ker jaz nekako gledam umetno inteligenco kot, če poenostavim, ko greste na kegljanje, pa imate otroka, pa v bistvu dvignete tiste ograjice, zato da lažje zadenete, oziroma da otroku žoga ne gre v kanal.
Podobna umetna inteligenca, to so take, bi rekel, varovala, zato da ne naredite napake, da vas opozori, kadar iz takšnega ali drugačnega razloga bi naredili neko napako. Ampak najboljši zdravnik ali pa dober zdravnik bo še vedno velikokrat se boljše odločil. Res pa je, da napake se pa dajo ujeti z temi sistemi, ki temeljijo na umetni inteligenci. Hvala. Predno, gospa Tina, nadaljujete, samo mogoče še eno vprašanje tudi, ker se počasi zaključujemo. Torej, poleg tega, kar boste dopolnila, še vprašanje za konec. Kako vi gledate, kakšno bo slovensko zdravstvo čez 5 let, 10 let mogoče? Ja, jaz mislim, da slovensko zdravstvo čez 5 let bo tako, kamor ga bomo pripeljali zdaj. Če se bomo mi skupaj odločili, da gremo v smer razvoja, bomo čez 5-10 let ta razvoj imeli. Namreč v letošnjem letu se je tudi Evropa postavila zelo jasno, da je zdravstvo in zdravje prebivalcev EU zelo prioritetno. Tudi sredstva so letos tokrat tako visoka in bodo še nekaj let na razpolago, če jih bomo seveda znali izkoristiti. Dejansko je na nas, v katero smer bomo šli. Zato prihodnost določamo danes. Moram pa reči, da pri informatizaciji in digitalizaciji, sama sem sicer tudi nevroznanstvenik, tako da smo recimo pošiljali svoje paciente, skene v skupni projekt Konektoma. Veste, da tudi obstaja skupna ta digitalna baza genoma. Skratka, to sodelovanje na nivoju znanstvenikov, zdravnikov je prisotno. Nevroznanost, razumevanje človeka se je razmahnilo z prav uporabo sodobnih tehnologij. Sama sem v doktoratu se igrala z računalniškimi programi, kako pravzaprav določiti volumetrijo možganske skorje, možganskih režnjev. In to so fascinantne stvari, to prispeva v naše znanje in v naše razumevanje človeka ogromno. Vendar zdravnik ni samo možgani in razum, ampak je tudi srce. In to je tisto, česar nobena digitalizacija, nobena sodobna oprema ne more nadomestiti. In tukaj smo zdravniki izjemno dragoceni kot ljudje in tukaj nas nobena sodobna tehnologija ne more nadomestiti. In zdravnik, ki zmore povezati oboje, to je tisto, kar pravzaprav naši pacienti najbolj potrebujejo. Človeška bližina tudi zdravi. In če bomo uspeli mi naše zdravstvo peljati v smer, kjer bodo tudi mladi se odločali za te poklice, zato ker bodo v njih videli prihodnost, ker bodo v njih videli razvoj, znanost, srčnost, po drugi strani pa da bodo videli, da se da v teh poklicih tudi zaslužiti, ne samo za položnice, ampak morda tudi za kaj več, da ne bodo deležni samo trepljanja po rami, kako ste pridni in prijazni, ampak da bodo tudi ustrezno nagrajeni, potem mene sploh ne skrbi za prihodnost. Moram pa na tem mestu vseeno povedati, da vseeno kot družba se v Sloveniji soočamo z številnimi izzivi. Demografski izziv, mi smo ena najstarejših družb na planetu z zelo kratkimi, zdravimi leti življenja. Na tem področju moramo ogromno napraviti. In to, a bom jaz živela zadnjih 10 let med 80 in 90, oziroma bolj med 70 in 80 zdravo, to se določa v resnici danes, pri 40 oziroma že prej, ko sem otrok, pravzaprav že v nosečnosti. Te preventivni programi, vzdrževanje zdravega življenjskega sloga, skrb za zdravo okolje, v katerem živimo. Slovenci imamo srečo, naša dežela je izjemno lepa, čista, bogata z naravnimi viri. To je nekaj, kar nam je dano in s tem mi lahko zelo dobro živimo. Tako da ta demografski izziv, ki ga moramo nasloviti,
potem dolgoročna vzdržnost, zlasti finančna zdravstvenega sistema in ta naša hipernormiranost in birokratsko črkobralstvo, ki smo mu priča tudi v času COVID-19, moram reči, da to mene osebno je precej razočaralo. To se mi zdijo trije taki glavni izzivi. Tisto, kar je pa naše bogatstvo in tudi tisto, na čemer moramo pa vsi delati, so pa ljudje. Ljudje, ki delajo v zdravstvu, naši bolniki, skrb eden za drugega. To pa je tisto, kar se mi zdi, da če smo se pa med COVID-19 naučili prav to, kako zelo pomembna je ta naša družba, naša srčnost, potem nas za prihodnost nima kaj skrbeti. Hvala lepa, res čudovite misli. Torej z vami kot odličnimi gosti res čas izjemno hitro mine. Tako da smo res nekako prišli do konca, ampak kljub vsemu, za konec, današnji dogodek ima namen, da pošlje vsem, bom rekel, celi Sloveniji eno pozitivna sporočila. Tako da bi želel tudi od vsakega od vas za zaključek v enem stavku tisto pozitivno sporočilo, ki ga želite posredovati, bom rekel, vesoljni Sloveniji, ki nas danes spremlja in gleda. Mogoče gospod Federico Potočnik, pri vas začnem. Težko vsem poslušalcem povem, koliko imate srečo, kakšne fajn ljudje skrbijo za vas, kakšne fajne ljudi imamo okrog sebe. Hvala, zelo lepo povedano. Gospod Tomaž Gornik. Ja, jaz bi tudi rekel, da je COVID v bistvu izpostavil v bistvu tisto najboljše, kar je v zdravstvenem sistemu, kar se ponavadi ne zavedamo in vidimo več negativnega kot pozitivnega, in jaz mislim, da to je ena od pozitivnih stvari te pandemije. Hvala lepa in še gospa Tina Bregant. Ja, jaz sem pa zelo hvaležna, da živim v tako lepi deželi z tako dobrimi ljudmi. In vem, da skupaj zmoremo. Hvala lepa za vse te misli. Tudi sam bom rekel, da sem izjemno počaščen, da sem bil lahko z vami, da sem delil z vami vaša razmišljanja in vi z vsemi ostalimi. Tako da se vam res v svojem imenu in v imenu vseh udeležencev kongresa iskreno zahvaljujem za vaše sodelovanje in pogovor. Želim si, da res s skupnimi močmi COVID-19 čim prej premagamo, da vse tiste izkušnje, ki smo jih pridobili in znanje, ki ga res imamo, povežemo, smo pogumni in zastavimo tudi novo smer razvoja slovenskega zdravstva, ki temelji na sodobnih IT orodjih, strokovnosti, srčnosti in pa predanosti vseh, ki so v tem zdravstvenem sistemu. Tako da hvala lepa, ostanite zdravi, sedaj pa predajam besedo delovnemu predsedstvu.